Kolikor mi je znano, čeprav kot rečeno formalno s tem nisem bil nikoli seznanjen, bi naj bili te glavni razlogi za združitev naj bi bila racionalizacija. Tako finančna, kot poslovna, kot tudi vsebinska. Pa poglejmo, v časih, ko se sredstva za kulturo v tej državi krčijo, tako rekoč, ne iz leta v leto, ampak iz meseca v mesec, sem zelo skeptičen, da bi v primeru združitve obeh muzejev Ministrstvo za kulturo kot večinski financer obeh muzejev, naj povem, da Mestna občina Celje za delovanje našega muzeja daje manj kot 10% celotnega budžeta, dvomim, da bi Ministrstvo za kulturo to pobudo razumelo na ta način, sprejelo na ta način, da bi ohranilo vsoto financiranja. Jaz mislim, da se na nek način napladno ponuja možnost, da se zmanjšajo sredstva. Ne vem, če je to dobro za Celje. Kolikor se motim, bom prvi, ki bo za to zelo vesel. Druga zadeva je seveda nevarnost v primeru združitve izgube brendov. Izgube brendov, kot je recimo Otroški muzej, kot je znamka Muzej novejše zgodovine Celje, kot že omenjeni Pelikanov atelje. V nekem konglomeratu je ta zadeva lahko zelo vprašljiva, kar pa seveda ne pomeni, da bi bilo nujno tako. Vse je odvisno od dogovorov, od načina, se pravi od stroke. Druga zadeva je tudi v sami naravi obeh muzejev. Spoštovani kolegi v Pokrajinskem muzeju pripravljajo krasne razstave, imajo krasne zbirke, ki pa so vendarle, če mogoče se malce bolj poljudno izrazim, namenjene temu klasičnemu pojmovanju muzeologije. Skratka, ogled razstave kot dela dediščine, se pravi kot dela preteklosti. Medtem ko je naš muzej vendarle ima neko drugačno poslanstvo. Tudi odzivanje skozi razstave, skozi spremljevanje dogodkov, odzivanje neke aktualne družbene razmere. Se pravi, muzeologijo v tem našem muzeju pojmujemo malce na drugačen način, ki je nekako aktualen v nekih sodobnih muzeoloških procesih v Evropi. Še zmeraj mislim, da bi se dalo te stvari nekako povezati, dati na skupni imenovalec, zakaj ne? Bojim se pa, da ravno zaradi načina, z katerega je mogoče razbrati nek koncept bodočega muzeja, se malce bojim, da je razmišljanje sega v to smer. Gotovo so možni neki prihranki, se strinjam, seveda se lahko nek skupen muzej lažje porazdeli neko delo, možni so tudi neki skupni vsebinski projekti večji, ampak naj poudarim, da smo vsaj, kar se mene tiče, mojih kolegov in tudi prejšnje direktorice, smo si ves čas prizadevali za tesno sodelovanje obeh muzejev. Na našo pobudo že nekaj let izdajamo Celjske muzejske novice, kot nek dvakrat na leto izidejo, v katerih lahko v javnosti izve vse, kar se dogaja v naših muzejih. Dali smo tudi nekaj drugih, čisto operativnih pobud, ki pa moram reči, da na drugi strani niso naleteli ravno na plodna tla. Še nekaj razlogov, ki bi morda bili smotrni. Čeprav treba je vendarle upoštevati specifiko obeh muzejev. V teh neformalnih pobudah, koliko sem izvedel zanje, je recimo združevanje določenih zbirk. Pričemer moram reči, da iniciator tega projekta žal ne pozna dobro našega dela in večkrat omenja stvari, ki so z našega vidika irelevantne. Ne vem, kaj bi še recimo lahko dodal. Vse stvari, mogoče ureditev skupnih depojev. Poglejte, če bi bila politična volja, bi oba muzeja lahko že zdavnaj imela skupne depoje, vendarle nihče najbrž ne pričakuje, da bomo drugemu uničevali gradivo ali pa si ga kradli med sabo. Za božjo voljo, saj smo profesionalci, ki sicer na operativni ravni, ponavljam, odlično sodelujemo. Kar se tiče področja našega delovanja, je razmejeno tudi v zakonskih aktih. Le na mogoče na malenkostih se pokrivamo.